En prav lep dober dan želim vsem skupaj v novi epizodi mikro reality šova. Danes si bomo pogledali, kaj se je zgodilo s to našo preselitvijo kolonije po dobrih 3 tednih. Bilo je zelo pestro, ne? In sicer stvar je pač sledeča, ne? Takoj drug dan je vse skupaj zavrelo, ne? In se je pač zgodilo tole. No, to zdaj nastaja že 3 tedne. Najprej sem pač mislil, da je pač problem zaradi tega maha, ki je klelele na vrh priplaval, nekaj ga je še od spodaj. Šrimp je umrl takoj, drug dan je že pač bil na tleh. Zdaj, kaj se je z vsem ostalim zgodilo? Pač nekaj vsekakor še živi, ne. Tolele so bakterije in pač razni fungusi. Tako da si bomo za začetek kar pogledali, kaj je s temi fungusi. Ja, kakor sem že omenil, na začetku sem pač krivil pač ta mah, ne, da ne bi bila to pač glavna napaka, no, vsekakor ga je bilo zelo veliko, ne. Pač vse skupaj sem dal tak velik kozarc, ki mi je že ta prvič zavrel in sem mislil, da je bilo pač vse skupaj v premehnem kozarcu, ampak ne, po vsej verjetnosti je pač problem sladkor, s katerim jaz pač hranim te mikroorganizme, ne. Si pogledamo malo, kva za boga je tolele. Tako da ja, po vsej verjetnosti je pač, ampak se bomo videli, ne. Malo pa vse skupaj ta značilen bolj poplesni. Med svetlobe ne prije skozi, ne, bom dal še eno stekelce čez. Se jih kar je, kar živahen. Parameci, lahko bil rotoferi. Pa tle je še eden. Pa tle je še ne. Ampak kaj je to, ne? Ne vem, kaj je s to resolucijo, ne. Sam mikroskop ima pač resolucijo 1600x1200, sam tle v tem VLC playerju ne najdem nastavitev. Pa vem, da nekje se da. Še vedno smo pri tele povrhnjici. Tle se dogajajo neki izlivi, ampak ja, kar mrgoli enega življenja not. No, vmes sem se ukvarjal ene pol ure z vstavljanjem resolucije, pa nisem bil glih nekaj uspešen. Ampak vem, da sem enkrat že gledal to pod boljšo resolucijo. Malega, enega okrog guga. Ja, no, izgleda, bom to kolonijo kar obdržal. Telete okrogli so tudi očitno se razvili in preživeli tole burno reakcijo in sem zelo vesel. To so tele iz laboratorija v Manchesteru, ki sem jih prejšnjič dal noter. Ja. Predvsem sem zelo navdušen, ker izgleda, da je kar življenje in kar enih raznovrstnih organizmov. Pač nikoli ne veš, kaj se zgodi po taki reakciji, ali bo vse pomrlo, ali bo pa vse še veliko bolj živahen. Tle še en črv. Ja, no, šrimp je umrl, ampak pač pa izgleda kar v redu. Sem kar navdušen. Kar dolgotrajen postopek, da eno tako kolonijo pregledaš. Sploh zdaj vem, da je 10 različnih organizmov vsaj noter, pa iskati, pa najditi, pa nikoli ne veš. A ti jih sam ni uspel najditi. Naprimer, kakšno amebo, ne, odkriti v taki leguščavi, skoraj nemogoče. Toliko živahne in raznolike kolonije vsekakor še nisem imel do zdaj. Se že kar upam trditi, čeprav je to ta prvi vzorec, ki sem ga zajel, da je bila naselitev kar uspešna, no, kljub tej nezgodi. Predvsem sem pač ja vesel, da vidim nove obraze. Jaz sem to zdaj opazoval kar nekaj časa, ne, pa kakor je pač fajn gledati tole migotanje, pač še veliko dela je treba pač pogledati, kaj je še v ostalih plasteh. No, te eni krogci so pač zrak, ne, sam eni so pa tudi neke živalce. Koliko jih je. No, vmes sem še upgradal mojo lučko, zdaj imam pač veliko boljšo svetlobo. Kar začnimo, pa poglejmo, kaj se kaj skriva. Kakor jaz vem, se tardigredi radi zadržujejo v mahu, tako da bom šel malo semle.
divje. Ko živahen zgleda pa pod površjem. Bom dal še malo tega, ne, tlele noter zagrabil. Sem mislil, da bo težko najti še kakšnega preživelega, ampak jih kar mrgoli in so kar živahni in kar živi. Dobro, zdaj vse je res, kje so vsi, ne, ampak nekaj jih je, no. Tukaj se nekaj dogaja. Kva ta kroži okrog tega krogca? Kaj je to? No, pa dajmo eno še iz tukaj nekje na sredi pobrati. Mah pada. Da vidimo, kaj se kje na sredi zadržuje. Nič kaj dost ne. Očitno je vse bolj pod površjem skoncentriran, pa še vedno vidim samo ene in iste. Ampak ja, kot vedno pri vseh teh stvarih, sploh če imaš opravka z živalmi in biologijo, je treba biti pač potrpežljiv in čakati in opazovati, da kaj mimo priplava. Nič ne, nam pa preostane tam še, da pogledamo, kaj je kaj v naših globinah. Drugače pa nič kaj dost ne. Zgleda se večina pač skriva pod površjem. Mogoče kle lahko odkrivamo samo še trupla, prav vse je pomrlo. Vprašanje, če so oni, ki so bili v suhem stanju, sploh preživeli. Isto gnitje, zdaj so umrli, ali so jih takrat oživljali, ali so sploh kdaj prišli do življenja, ne. Pač ogromno vprašanje zdaj. Kaj se nekaj giba. Ne, se zgleda kar zanimiv, samo treba je pač čakati, ne, da kaj mimo priplava, ne. Pa dajmo nekaj še tukaj iz čistih te najbolj globih globočin, iz dna udarca nekaj pobrati. Ja, prav nič kaj dost ne. Zgleda, da globi, kak greš manj je, kot da prav skoraj ničesar, neki mali, samo tako, da se bom vrnil zdaj nazaj na površje, pa tam bolj še malo raziskal, kaj še zanimivega in kaj je preživel. Tukajle. Čist na vrhu. Tolele majhen tardigrade, ne. Da zdaj nisem še nobenega našel, da so preživeli, ponovadi ne preživijo, ker so itak taki občutljivci, ampak po obnašanju bi skoraj lahko bil. Ali en navadni črv. Ne, oklepa se tega maha in ga je. Ja, to bi bilo zelo lepo, če bi vedel, da jih imam noter. Jaz tole še malo opazoval, da vidim, kaj se pokaže. Fišo, kaj skoraj bi lahko bil. Če je malo majhen, ne, če je običajen rotoferi. V bistvu je tudi to zanimivo, na čemur je, iz česa ven leze, a se levi. Zgleda, kaj je eno truplo, nekdo se je gor prisesal. Dej, premaknem se, no. Pretresljiv ga. Ja, če ne drugega, imam vsaj živo kolonijo. Tukaj pod vrhom pač so in to je to. In pač po tem receptu vsaj to, kar je preživel, naj bi srečno živel naprej. Bom pa pač kakšne nove še noter naseljeval. So pa tele vsekakor najbolj trdoživi, karkoli so že, po moje parameci. Pa tardigrade je tudi verjetno malo težko najti, ker tudi če so tako nekako na mahu in jih je pač težko najti. Who are you? Identify yourself. To zdaj pregledujem že dobro uro. Človek bi mislil, da je te mikroorganizme enostavno gojiti, ampak se je izkazalo, da je to zelo krhek ekosistem, v katerem sicer nekateri zelo dobro preživijo, večina jih pa kar hitro pogine. Nekaj ogromne sem zagrabil, se bo že kakšen priplaval mimo, evo ga, to so verjetno tele japonski, očitno so preživeli. Evo. Ali je to parameci? Čist na površnici. Res imajo pač radi površino. Počakamo, da priplava mimo. Vse pravim pač, ja, ko imaš enkrat tako veliko kolonijo, pač traja, da to poiščeš. Po moje bom kar obdržal, pa bom pač sam naseljeval nove noter. Problem je, ker tudi, kakor vem, tele japonski imajo pač radi temo in verjetno pač uidejo stran, ne. Skrili so se, ne, nobenega ni na spregled. Ampak dobro, vem, da so, ne, neki debeluhari noter, mrgolišnica, ne. No, kljub samo pričakovanju najhujšega, polnemu obupu in ne vem kaj, no,
Se mi zdi, da nekako mi pa le pač uspeva to kolonijo ohranjati pri življenju. Sčasoma se bom že navadil in ugotovil, kaj jim najbolj ustreza in kako. Vsekakor je treba imeti vsaj nek liter, 2 tekočine, da se ustvari primerna mikroklima. Ne sme se jih hraniti s sladkorjem, bojda so tele goveje kocke za župo primerne, hranilo kvasovke, ampak valjda, tamle je bil, ampak v majhnih količinah. Kaj je to za ena ogromna zadeva? Show your, identify yourself. Peders, noče na luča, ne. Očitno ja, je kolonija še kar živahna, samo tele, jih je ogromen, ne. Zdaj ne vemo, moram kje vse skupno hraniti, ali imajo hrane še za par let dovolj, pa se pač vidimo pri kakšnemu naslednjemu updateu, ko se bo zgodil kaj zanimivega, dobim kakšne nove prebivalce, se bo kaj zanimivega zgodil, ne vem, da bom to naslednjič pogledal, kaj se kaj dogaja, čez pol leta, leto, mogoče. Res jih je očitno direkt na površini so, no. To sem do zdaj ugotovil, še vedno so pač tik pod površjem, na sredini, v globini in tako dalje, pa pač redko kjer ga najdeš. No zdaj vemo, pa so tega hitre, podolgovate zadeve, ne. To so tele okrogli v gibajočem stanju. Vodo sem jim pobral, pa jih je panika zagrabila. Ampak je kar zanimivo, ko v bistvu na stekelcu izgleda, kar da ni vode, ne, ampak očitno so se še kar zelo orang sposobni gibati. Nič vmes se že kar orang dan naredil, ne. Jaz pa še kar upam in iščem in raziskujem in brskam po tem lepiskru, kje so, če bi še kakšnega najdel, kje ga še nisem videl, kakšno je stanje. Razmišljam vmesno, zdaj pač ne izgleda več toliko grozen. Če je v bistvu ta voda sploh še primerna, da naselim noter kakšne organizme ali bojo takoj pomrli, ko se srečajo s ta voda. Mislim, vsaj nekateri ne, ker očitno ene to prav nič ne moti in veselo bijo dalje, ne. Najbolj sem pa vesel, ker sem rešil problem s to razsvetljavo, ker zdaj imam sliko tako lepo enotno razsvetljeno po celi površini. Prej, ker sem imel sam ledvico brez tega difuzorja, je bil to pač ekstremen problem. Sem se matril in mučil in je bilo nekje presvetljen, drugje pa v temi. Kar ste pač verjetno že opazili iz pač prejšnjih videov, zdaj pa slika res lepo enakomerno osvetljena, v bistvu uživo veliko boljš, kakor na telefonu zgleda. Ja, nič, no. To bi bilo po večini za danes vse. Ura je že zelo zgodna, bo treba iti enkrat spat.